Gospod Janez Janša, po nagovoru o 29. obletnici Slovenske demokratske stranke so poudarili, da je danes potrebno združevanje za slovensko državo. Združevanje strank iste politične družine, družine, ki jim pripadate vsi govorniki, to je družine evropskih ljudskih strank, družine strank, ki na novo nastajajo, pa tudi širše. Spomnili ste na pravilo, ki ga je prakticiral Demos, velja pa tudi danes. Kdor ni proti nam, je lahko z nami. In izrazili veliko pripravljenost sodelovanja z vsemi in gre za Slovenijo. Kaj poleg sodelovanja so programska izhodišča Slovenske demokratske stranke? Ja, hvala lepa, hvala tudi inštitutu Antona Korošca za vabilo pa za organizacijo tega zelo potrebnega srečanja. Da je sodelovanje potrebno, ampak sodelovanje je potrebno zato, da se uresniči nek program. Zdaj, od tega, ali po tem, kar je bilo doslej povedano, je veliko programskih izhodišč, ki jih delimo tudi v Slovenski demokratski stranki. Še posebej bi rad poudaril to, da so ključni ljudje. Mi lahko naredimo kakšnekoli reforme, izboljšamo poslovno okolje, povečamo standard javno državo v svetu, ima najboljšo vojsko na svetu in trenutno je nimamo, tudi če bi imeli. Skratka se lahko trenutno cedita med in mleko, vendar če nas je Slovence vsak dan manj, potem se treba vprašati, kaj bo čez 50, 15 ali 20 let. Mi smo ustavo zapisali, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki pa temelji na trajni pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Zdaj, brez slovenskega naroda slovenske države ni. Zdaj, tukaj ne gre samo za število. Torej sem zato, da nas mora biti 2 milijona, da bomo imeli dovolj davkoplačevalcev, pa tistih, ki bodo plačevali pokojninsko pa zdravstveno blagajno. Ampak gre tudi za kvalitet. Gre za vprašanje, kdo je tisti, ki bo v prihodnje skrbel tudi za nas. In tukaj naša povprečna starost tej dvorani je verjetno nekje okrog slovenskega povprečja. In Slovenija ima najstarejše prebivalstvo na svetu. Mi smo samo med najstarejšimi v Evropi, smo med najstarejšimi na svetu. In to predstavlja pred nas velike izzive. In tukaj je verjetno na tej točki tudi ena največjih razlik v programih strank, ki jih zastopamo mi za to mizo in tako imenovane levice. Zdaj, pred njih gre zgolj za število. Če bo manj otrok, bo pa več uvoza. Zdaj, to, kot že rečeno, tega ključnega problema ne rešuje. Mi ga nameravamo reševati z povečanjem števila otrok in z povabilom našim rojakom, ki ponekod po svetu živijo v težkih razmerah, pa to nikoga ne zanima. Če mi recimo slovenskim družinam, ki danes trpijo v Venezueli, z tega socialističnega raja, se je izselilo že 2 milijona ljudi v zadnjih 2 letih, če bi tem družinam ponudili enako skrbo, kot bi imajo prosilci za azil, in da bi velika večina danes prišla k nam. In bi to bila ne samo številčno okrepitev, ampak tudi kvalitativna okrepitev. Predvsem gre tukaj za družinsko politiko. Na tej točki se vidim veliko stičnih točk. Med nami smo pripravili konkretni program od univerzalnega otroškega dodatka do vrsta ukrepov na zdravstvenem področju, ki bodo izboljšali gmotni stresni položaj družin. To je bistvenega pomena, ne gre pa pri tej točki samo za to, gre tudi za to, da vzpostavimo v Sloveniji stanje, ko se bo splačalo delati. Če danes naredite izračun prihodkov ali pa tega, kar ostane v družini, kjer sta 2 zaposlena za povprečno ali pa malo povprečno plačo, z 2 otrokoma,
ta družina presega vse cenzuse, se pravi, plačaš poln vrtec, da ne viš nobenih socialnih transferov, polne cene povsod, nobenih beneficij. Na drugi strani je recimo družina, kjer je mogoče nekdo zaposlen za minimalno plačo in da zniča se lahko splača delati. Ker nam domestilo, če ne delaš nekaj evrov nižje od minimalne plače, vse beneficije, vsi transferi, na koncu meseca smo tukaj nekaj. In bolj se sprašujemo, zakaj je pritisk na socialne blagajne tako velik. Ker ljudje znajo računati. To niso krivi ljudje, ki znajo računati, hvala Bogu, da znajo. Kriv sistem, ki smo ga vzpostavili. Torej, del tega, kar je tudi Matej prej govoril, zagotovitve normalnega poslovnega okolja, tudi vzpostavitev okvira izračunov, na vlaju katerega vsak vidi, da se splača tega. Splača čim bolje tega, čim bolje gospodariti, čim bolj si prizadeva, da bo zaradi tega tudi čim več imel in to ne samo čim više dal. Ko gre za najbolj produktivno skupino ljudi v Sloveniji, je tukaj ključna tako imenovana razvojna kapljica, včasih so rekli socialna kapljica, kjer se neomejena solidarnost tistih, ki ustvarjajo na neki točki omeji. Ker sicer je kontraproduktivna in tudi v tako imenovane socialne blagajne dobite zaradi teh pretiravanj na koncu manj denar. Kar itak velja tudi za davčni sistem. Ko smo v mandatu 2004-2008 z davčno reformo znižali davke, je v blagajno prišlo več denarja. Ker se je več investiralo, je bilo više rast in od više rasti si tudi zmanjšani stopnjami več pobrali. Potem smo dobili vlado gospoda Pahorja, za ministra za finance gospoda Križaničem, ki je rekel, edini problem, ki ga Slovenija ima, je to, da prejšnja vlada znižila davke. Če bi davki višji, bi tudi več pobrali. No, pa je prišla streznitev v enem letu, ko so povečali potrošnjo za 10%, bruto domači proizvod padel skoraj za 10%, nastala 20% luknja v javnih financah, zaradi katere je nastal ta dolg, kot je naprej gospod Tonin govoril, da je eno od ključnih problemov. Mogoče se ko med vami danes tudi sprašuje, zakaj kljub temu, da se vlada hvali za 5% gospodarsko rastjo v lanskem letu, kar je dober rezultat za ekonomijo, je sicer relativen glede na palec, ki je bil, rast se računa na prejšnje leto, če je nekaj slabega, pa na to zraste za 5%, to še vedno revščina, ki je trend dobro. Mogoče se kdo sprašuje, zakaj so plače zrasle samo za poprečju 1% in še nekaj. Zakaj ni investicij, zakaj ne gradimo še tretje razvojne osi, zakaj tak prepir okrog tega drugega tira, Bogega, ki se denar troši, pa še nič od tega, pa še zgrešen projekt in tako naprej. Glejte, mi danes plačujemo za ta dolg milijardo za obresti na leto. Milijarda evrov je 3% bruto domačega proizvoda, milijarda evrov je 10% proračuna v grobo rečeno. Leta 2008 smo pa za obresti plačevali 160 milijonov, zdaj pa milijarda. Milijarda je pa denar, s katerim se v Sloveniji lahko naredi stvari, zaradi katerih si lahko boljše živimo. Zdaj, da imam predolg, na koncu še, ki smo se decembra že začeli kot stranka predstavljati naš program po posameznih področjih, mogoče do opaziti te naše poskuse, da to pride preko medijske blokade in se bo to nadaljevalo tudi na naslednjih 3 mestih. Zelo podrobno tudi na naših spletnih straneh, koga zanima, da obiščem ta del naše spletne strani SDSS-i. Bi pa rekel na koncu to, da vse to, o čemer govorimo, ne bo delovalo, če Slovenija ne bo dokončala tranziciji.
Zdaj, to ni ukvarjanje s preteklostjo, to je enostavno zagotovitev pogojev, da bo Slovenija postala normalno, bolj normalna država, za kakršno smo glasovali na plebiscitu leta 90. Enostavno neke stvari, ki jih je pač potrebno narediti, če jih ne narediš, se ob tem stalno spotikaš, ne vem, mogoče najbolj drastičen, najbolj drag primer, če izpustimo sodstvo in ostale probleme, so banke pri nas, spet se to aktualno, mi smo v življenju te generacije dvakrat sanirali dve največje državne banki, pa zdaj se spet govori, da smo morali plačati nasprotju z mednarodnim pravom, z našim ustavnim zakonom, še 400 milijonov za neke prenešene vloge hrvaških varčevalcev, ki so delali drugega problema. Pravi, da bi še enkrat se šlo v našem letu, pred temu pa danes večina v državnem zboru je proti privatizaciji prekonja. Kar pomeni, da smo mogoče še za 10 let, če ta politika ostane, morali dati še dodatne milijarde za to, da bodo nekateri namesto banke imeli osebni bankomat. Danes smo na tiskovni konferenci predstavili izračune od leta 1993. Od leta 1993 smo samo preko različnih dokapitalizacij v Novo-Ljubljansko banko slovenskega plačevalci dali več kot 4 milijarde. Več kot 4 milijarde evrov z dividendami, ki se izplačujejo, ravno da se hvalijo kakšen dobiček do 200 milijonov, pa smo dobili nazaj manj kot milijarde. Minus je 3 milijarde. Tudi te nekateri zagovarjajo ta relikt poslovanja, dokler se te stvari ne reši, bo to viselo nad nami in mnoge druge posledice, ker je za banke in za denar je zdravo eno politični vpliv. Tako da jaz edino v koaliciji teh strank, ki pač nimajo nič z obrambo privilegijev iz preteklosti in neko garancijo za to, da Slovenija dokonča tranzicijo in postane normalno. Gospod Janša, fokus sprememb, kje so po vašem stične točke današnjih govorcev in kako naprej? Jaz mislim, da so v tem, kar je bilo danes predstavljeno, pa tudi sicer, kar vemo o programih naših strank, stične točke na vseh ključnih področjih. Se pravi, da imamo zelo podobne poglede na to, kako bi morali funkcionirati oziroma kako bi morali urediti naše gospodarsko in poslovno okolje. Vsi smo zato, da dobimo končno normalen gospodarski sistem, kjer bo lastnina spoštovana, kjer bo več imel tisti, ki se več trudil, več naredil in bo boljše gospodarno, kjer bomo solidarni, ampak samo do tistih, ki si sami res ne morejo pomagati, kjer bomo sposobni zagotoviti pogoje poštenega plačila za pošteno delo, tudi za minulo delo. Največja množična krivica, socialna krivica v tem času v Sloveniji, oziroma v tem času, v tem obdobju, je to, da nekaj 100 tisoč upokojencev za minulo delo, za polno pokojninsko dobo dobiva na mesec nekaj 100 evrov. Nekaj 100 evrov. Na drugi strani imamo številne privilegije, ki gredo preko vseh razumnih meja, tudi če so kje upravičeni. Mnogi so pa popolnoma neupravičeni. Tukaj je potrebna, uporabljam najbolj napačno besedo, nekaj izravnava v smer pravičnosti in jaz v skupini teh strank, mogoče še pri kateri, danes sem tukaj, vidim potencial, da to naredim. Nikoli doslej se to ni dalo, ker je vedno, tudi če smo bili v vladni koaliciji,
glasov zmanjkalo, če ne drugi je Desus preprečil, da bi tukaj prišlo do premika v smer pravičnosti, čeprav oni največ govorijo o tem, kako se zavzemajo za upokojence. Zavzemajo se zase, pa mogoče za 10% vrhnega sloja. Tako da, to je zelo velik zalogaj, velik izziv, ki bo terjal močno koalicijo, močno glasovalno večino v državnem zboru, ampak dokler tega ne naredimo, dokler bo nekdo, ki je delal 40 let v težkih razmerah, prišel domov, preštel tiste evre, ugotovil, da mu na koncu ne ostane niti za življenje, če plača vse položnice, ima že takšne stroške in se bo spraševal, v kakšni državi živi, ali je za tako državo glasoval, tog časa ne bomo normalna država. Ker tukaj ne gre za posamične primere, ne gre za tisoče, gre za 100 000 ljudi. To je za vidika tako imenovane socialne pravičnosti daleč največja množična krivica. Potem, kar je tukaj povedano, imamo zelo podobne poglede na družinsko politiko. Zavedamo se, kaj pomeni vsak nov pripadnik slovenskega naroda, ki se pač rodi v kvalitetnem in kvalitativnem smislu. Mislim pa, da nišče od nas nima neke ekstremne, nacionalistične pozicije v tem smislu, da bi sovražili druge, zato da imamo sebe bolj radi. Izhajamo iz patriotizma, se pravi, najprej imamo radi sebe, predstavimo se drugi, imamo pa radi tudi drugi. Spoštujemo različnost in vse ostalo. Ne mislimo, da nekdo, ki je pač druge nacionalnosti in tako naprej, da je slabši od tega. Mislimo pa, da je Slovenija že ime pove državo slovenskega naroda, da v tej državi ne živimo samo Slovenci, živijo tudi drugi, mnogi tudi že desetletja so dobrodošli, ampak lepo prosim, naj govorijo slovensko, in se držijo naših navad in naših držav. Tako kot je posod drugod po svetu, kamorkoli vi prijete, ne boste zahtevali, da se oni prilagodijo vam, ampak se boste vi prilagodili tistim okoljem. To je popolnoma normalno. In če kdo temu pravi skrajnost, nacionalizem, potem ne ve, kaj ti pojmi sploh pomenijo. Zdaj mislim, da smo vsi, ki smo tukaj predstavili v tem prvem delu programe, za neko normalno funkcioniranje državnih podsistemov od sodstva naprej. Sodstvo Slovenije zadovoljnih manj kot 20% ljudi. Očitno tudi tisti, ki volijo leve stranke, s tem pač niso zadovoljni. Tukaj jaz upam, da se bo dalo doseči neko soglasje o nujno potrebnih reformnih korakih, sicer bo ta podsistem zadušil vse ostale. Na gospodarske spore, na rešitev gospodarskega spora pravnomočno. Zdaj, če izamemo vse to, kar se sodstvo zlorablja za politične namene in tako naprej in krade volitve in tako dalje, pa gremo na materialni problem. Za rešitev gospodarskega spora v Sloveniji potrebujete povprečju 4 leta. Zdaj, če ste vi podjetnik, pa neko podjetje ni plačalo, pa vi tožite, boste porabili povprečju 4 leta, da iztožite tiste evre. To je 4-krat več, kot je evropsko povprečje. Če 4 leta mogoče tistega, ki vam je dolžan, ni več, ker je šel v stečaj. Če vam je dolžan veliko, je sigurno šel v stečaj, pa je drugo podjetje naredil, kar je pa nas možno, pa neko drugod se pa tudi ne da, da se lahko pod nosom obrišete. In potem v tej verigi, ki sem jo pred 3 leti v neki druščini, ki se nisem sam izbral, v zaporu, sem tam srečal tudi ljudi, podjetnike, ki so bili tam zato, ker pač niso plačali računov 15 000 evrov, ker nekdo drug ni plačal, on ni plačal in na koncu, ker pač ni imel strice in tako naprej, je bil obsojen na 3 leta za 15 000 evrov. Tisti, ki je bil pa njemu dolžan, pa
je imel že 2 novi podjetji in je vselo posloval naprej in kot bi rekel, Jože Pučnik, nikome nič. Torej, ta sistem duši, ta arogantni, nereformiran, socialistični slovni sistem duši tudi slovensko gospodarstvo in dokaj se tega ne uredi, ne bo normalno funkcionirati. Zdaj, s Matejem sva prišla na tole srečanje z parlamenta, Vinko tudi Ljubo, ker je izredna seja o stanju v slovenski vojski. Skupaj smo vložili to zahtevo, ker je stanje kritično. Imamo zelo podobne poglede na to, kako zadevo reči, se pravi, varnost je tudi ena taka pomembna stična točka, ki jo delimo in ker je treba nekatere korake potegniti takoj. Imamo pa seveda tudi kakšne razlike, da če bi vseh nas 5, ki sedi za to mizo, mislimo enako, če bi stranke, ki jih predstavljamo, imele popolnoma enake programe, bi bila verjetno to ena stranka. So tudi razlike in na nekatere stvari verjetno gledamo različno, imamo različne programe, ampak je teh točk, ki so stične in to na ključnih področjih bistveno več, kot je pa razlik, bom se tako rekel, na teh strateških neuralgičnih točkah, mislim, da ni bistvenih razlik in tudi če so, pogovori so zato, da se pač stvari zbližajo, naredijo kompromisi, pozabijo kakšne stare zamere, če so se nabrale. Mimo grede, nazadnje, ko so se midno pogovarjali, jaz sem se pil čaj, on je pil kavo, tako da. Zdaj mislim, da bi on pil čaj, ker je malo prehlajen. Takrat so ugotovila, da kljub temu, da so bili mediji polni malo dane vojne med Slovensko-demokratsko stranko in Novo Slovenijo, v parlamentu, ko smo pogledali naše glasovanja, za veliko večino stvari smo glasovali enotno. Pravi smo glasovali skladno z svojim programom proti ali za iste stvari. Tako da teh stičnih točk je bistveno več in koalicije Slovence je, rekel, usoda z pomočjo politike obsodila na volilni sistem, kakršnega malo. Zato, da se staviš vlado, je potrebna koalicija, ker so potrebni kompromisi in uskladitev programov potem v neki koalicijski pogodbi, še takrat se izkaže, ali neke stranke gredo skupaj ali ne gredo skupaj in bolj so stranke, ki sestavljajo koalicijo, sorodne, lažje je to uskladiti, predvsej pa to lažje potem izvajati. Če je nekaj organsko, potem to tudi gre, če pa potrebno ves čas porabi za to, da se koalicija ali vlada uskladi med seboj. Potem ne priješ nikamor, oziroma priješ situacijo, v kateri smo zdaj, ko je praktično v 4 letih mandata, največja vladna stranka pogruntala, da je treba vlagati zakone. In zdaj vsak njihov poslanec, kljub temu, da imajo vlado, vsak dan vloži en zakon. Še nikoli ni bilo tak zakon v proceduri, še nikoli ni bilo takšne zmede. Volitve bodo pa junija v vsakem primeru. S tem sami priznavajo, da pojma niso imeli, zakaj se gre na začetku mandata in glejte, 3 leta, oziroma 4 leta sem minila, cel mandat je minil. Jaz se iz teh nastopov gospoda Cerverja spomnim ene same obljube. Naredili bomo zdravstveno reformo. Nič druge se ne spomnim, so ostale bila etika in morala, v narekovajih. V 4 letih, če tega stanje slovenskega zdravstva nikoli ni bilo tako kaotično, kot je danes. To je pa cena, če koalicijo sestavljajo stranke, ki so bodisi preveč različne, bodisi sploh niso stranke, se pravi, sploh nimajo programa, ki bi ga z nečem uskladili, nekaj lapajo na začetku in potem po 4 letih ugotovijo, da se da celo vložiti kak zakon.
Centralizacija je eden od osrednjih problemov te države. Pa da zdaj ne govorimo, da so zaradi tega občine oškodovane, ker pač so, no, ključen problem je to, da danes to, ki se rodiš v Sloveniji, v veliki meri določa tvojo izhodiščno možnost za uspeh v življenju. Pravi, če se rodiš v centru Ljubljane, ker je vse na dosegu korakov in mestnega prometa, imaš bistvene boljše možnosti, da boš prej končal študij, dobil boljše izobrazbo in da te bo to bistveno manj stalo, ko se rodiš nekje na Koroškem, na Kozjanskem, Goričkem, Brkinih in tako naprej. To je dejstvo. Program naše stranke je od samega nastanka napovedan boj za enake izhodišne možnosti. Ne za enakost, ne. Mi smo vsi enaki, pač. Tudi ni pravično, da pravi čas so rekli, ima vsi enako želodce. Tudi to nimamo. Ni pravično, da ima enako tisti, ki nič ne dela in lenari, prespi cel dan in tisti, ki se cel dan trudi. To pač ni pravično. Je pa pravično in zato imamo državo, da ne glede na to, kje se rodiš, da pri nekih stvareh država zagotovi enake izhodišne možnosti. Da je enak dostop do izobrazbe, enak dostop do državnih storitev, enak dostop do tistega servisa, ki omogoča, da človek pač preko domače vzgoje, vrtca, šole, zraste v avtonomno, samozavestno osebnost, ki je sposobna skrbeti zase in pomagati drugim. Pretirana centralizacija v Sloveniji to v veliki meri preprečuje. Kupna moč v osrednji slovenski regiji je tam preko, oziroma blizu 130 odstotnih točk evropskega povprečja, v Prekmurju, mislim, da je pod 70. Se pravi, je možnost 1:2. Ni 1:0,9 ali pa 0,8 in tako naprej, kar je normalno, ker čisto to ne da izenačiti. 1:2 je pa krivica. To ni samo ekonomski problem, je problem z vidika tega, kar piše v naši ustavi. Mandat 2428. Tukaj je treba pohvaliti ministra Slovenske ljudske stranke, dr. Ivana Žagarja, ki je vodil ta resor. Smo v veliki meri izboljšali življenje ljudi na podeželju. Preko bistveno več denarja, ki je pripadal avtohtonom, občinam za investicije in tukaj, kar je gospod Tonin drži. Evro uporabljen nekje v neki majhni občini, kjer se vidi, ali je bilo to uporabljeno za neko resno investicijo, za nekaj, od česar le nekaj imajo, ali je evro v Ljubljani, gledajte to, ali v državnem proračunu. To je velika razlika, kar se tiče učinkovitosti. Tudi statistika na voljo glede tega, da s tem ne utrujam. Dejstvo je, bliže javni denar uporabljen, tistim, ki ga prispevajo, bolje racionalen, večje so učinki. Takrat smo pripravili tudi korpus 6 zakonov, ki so potrebni za ustanovitev pokrajine. Sprejeli smo vse, razen tistega, v katerega je opozicija zahtevala 2/3 večino, ker je to njihov pogoj za sprejetje ustave. Ustavo smo dopolnili, zato so glasovali, za zakon pa niso. Češ to ne bomo dovolili tej vladi in vse stoji. Med drugim je zakon o financiranju pokrajin predvideval prenos milijarde 200 milijonov sredstev iz državnega proračuna na pokrajine. Nekateri so rekli, to bo zdaj se vzije malo občin, pa bo to še neka birokracija na sredi. Ne, šlo je za prenos iz državnega proračuna na pokrajinski nivo. In za prinos pristojnosti. Danes v Ljubljani odločajo, kdo bo ravnatelj srednje šole v Celju ali pa v Mariboru, neumnost. Vse te pristojnosti so bile vnešene na pokrajine. Žal, z malenkostnimi popravki v primeru zadostne večine je to možno sprejeti kadarkoli. Možno se pogovarjati sicer o številu pokrajin, koliko je smiselno, koliko ni.
verjetno to približati številu škofij ali pa še nekim naravnim geografskim in drugim delitvam. Ampak te pokrajine so, ta nivo je potreben tudi zaradi učinkovite porabe evropskih sredstev. Ker zdaj v obeh finančnih perspektivah, po moji oceni, v teh 14 letih bo ostalo neporabljenega, pa slabo porabljenega preko milijarde evrov, zato ker tega nimamo, tega inštrumenta nimamo. In da to imate manjše plače, manjše pokojnine in više dal. Tako da to je problem in tukaj je tudi jasno, komu odgovarja centralizacija, zdaj, če govorimo politično. Kaj se kdo dobiva glasove na ta račun in kakšni so zaradi tega volilni rezultati. Mi smo dvakrat na odborskih volitvah, govorimo o relativni večini, zmagali v 5 od 8 volilnih enotah, seštevko pa nismo. Ker sta ljubljanski volilne enote pač za bistveno višje udeležbo prevagali rezultat. To je en drug problem. Manj je razvita volilna enota, manjša volilna udeležba. Se pravi, bolj slabo gre ljudje, manj bolj, ko so izgubili upanje. In zdaj smo tukaj pri tem drugem sklopu vprašanja, ki je bilo postavljeno. Glejte, na zadnjih volitvah se niso zaslužile tega imena. Če bi upoštevali 5 kriterijev, ki jih ima OVSE za oceno, so nekaj volitve fer in poštenost, 50% ljudi ni volil. Zdaj tukaj trdim, da velikanska večina teh ljudi, ki ni volilo, niso volivci tako imenovane levice. Ker če bili volivci levice, bi šli voliti, ker so imeli izbiro. Povečano izbiro. Imeli so celo 3 stranke v eni listi, tako imamo levice. Se pravi, so bili volivci, rekel, bolj konservativnega tipa, ki pa so ostali doma, ker niso videli upanja v to, da bo njihov glas karkoli spremenil. Pred zadnjim volitvom ni bilo nobenega takega omizja. Jaz sem celo volilno kampanjo izločen iz celega procesa. Zdaj, ljudje tudi v tem, da glasuje za eno teh strank, niso videli verjetnosti, da bo pa potem to rezultiralo v neki vladi. Ker ni bilo nobenih signalov v to smer, nobenega žvigovca, če se domače izrazi, in zakaj boš investiral nekaj od česar ne pričakuješ, da bo to dalo kakšnekoli obresti. Se pravi, 50% volilnega telesa, dobro, nekateri nikoli ne volijo, ampak teoretično 50% volilnega telesa na voljo. In za res nastop, za resne programe, ne za nek levičarski populizem, to, kar levičarski populizem doseže, to maja. To je problem slovenskega političnega prostora. Če volilna udeležba takšna, junija, kot je bila julija leta 2014, potem kakih zelo strateških premikov tukaj ni možno pričakovati, ker je to tisti del volilnega telesa, ki se pač vrti okrog spremljanja osrednjih medijev in tako naprej. Tukaj se da to prekladati nekaj 100.000 volivcev mirno od ene liste k drugi. In to niso prevarani, vedo, zakaj glasujejo, branijo privilegije, status in tako naprej. Ampak čez 3 mesece dobre obstaja možnost, da se velik del teh, ki se izgubi upanje, tudi nazaj. Zdaj se mislim, da je današnji dogodek en velik korak k temu, zato da je pomen tega srečanja bistveno večji, kot si mogoče kdo predstavlja, da naš potrebujemo še takšnih razprav po drugih delih, še takšne razprave po drugih delih Slovenije. In za prestop praga je pač potrebno 30-40 tisoč glasov. Jaz mislim, da je to dosegljivo vsem, tukaj sedimo in tukaj imamo te prav. Ima volilni sistem, ki ne bi nagradil, če mi skupaj sestavljamo listo. Ima volilni sistem, ki nagradi majhno stranko, ki prije čez prag.
Pri manjši stranki, če prije čez volilni prag, je potrebno manjše število glasov za en mandat, kot pri stranki, ki prije čez 20%. In dejansko tega, koliko bo prestopov tega praga, bo zelo verjetno odvisna verjetnost sestave dobre vlade za naslednji mandat. Seveda je pa smiselno združevanje sil tam, kjer je neki izračun, pa tudi to, kar je potrebno opraviti za kandidatiranjem in tako naprej, ali pa tudi sorodnost programov pokaže, da je to smiselno, iz tega vidika je ta povezava gospoda Klinca, gospoda Kanglerja, po mojem mnenju zelo racionalen, dobrodošel, pohvalen korak v pravo smer. Tako da, no, gledemo se še to, da je gospod Magajna se je spomnil tistih časov, zanimivo. Demos je imel skupno listo na volitvah za zbor občin. Tam je bil okrožni večinski volilni sistem, tam smo imeli skupno listo in tam je Demos dobil 70%. 70%. Za volitve v družbeno-politični zbor, ker je bil proporcionalni sistem, smo šli vsak za svojo listo in se je v seštevku nabralo 54%. In imeli smo še tretji zbor, kjer Demos ni smel kandidirati. Zaradi tega tiste volitve niso bile, fer in poštene v celoti. Je bil zbor združnega dela, ker je imela sam partija svojo organizacijo. Tam pa so oni dobili več kot dvotretinsko večino. Zaradi tega niso mogli spremeniti ustave in se ukvarjamo z vprašanjem, zakaj tranzicija ni končana. Za razliko od drugih nekdanjih komunističnih držav, ki so to izpeljali. Ampak to je zdaj vse spomin, ne? In zgodovina, zdaj ima volilni sistem tak, kot imamo izzive takšne, kot imamo in tisto, kar pa je smiselno vzeti iz te zgodovine in iz tega navdiha iz časa Demosa, je pa to, da je potrebno to sodelovanje, da bo elektorata odprta, da je potrebno pokriti čim širši spekter, kolikor se da, seveda ne na škodo nekih temeljnih točk programa in to načelo, kdor ni proti nam, je lahko z nami in mora ostati v veljavi in odprto zaradi izzivov, ki so pred Slovenijo.